Na zahodu Francije so za javnost odprli hišo, ki jo je zgradil 3D tiskalnik. Strokovnjaki nov način gradnje podpirajo kot korak naprej v zeleni gradnji. Profesor Benoit Faure iz univerze, ki je vodila projekt, pravi, da gre za prvo hišo, ki je v celoti zgrajena in urejena za bivanje človeka s pomočjo tiskarskih tridimenzionalnih tehnik. Robotni tiskalnik uporablja poseben polimerni material za obe zunanji plasti zidov stavbe, ki zmanjšuje odpadke in v kombinaciji z betonskim notranjim slojem omogoča izjemno učinkovito izolacijo in povečuje zelene poverilnice. Predstavljena hiša ima 5 sob, dodeljena bo družini v skladu z običajnimi merili dodeljevanja socialnih stanovanj, prve najemnike pa pričakujejo že junija. Hiša je opremljena z več senzorji za kakovost zraka, vlažnost, temperaturo in akustiko, ki bodo omogočili najemnikom, da spremljajo stanje zgradbe in dolgoročno prihranijo energijo. Na tem območju načrtujejo več stavb, vključno zgradbo za sprejeme in primestnim stanovanjskim poslopjem z individualnimi hišami različnih velikosti in oblik. V Indoneziji je zaradi zastrupitve z alkoholnimi pijačami umrlo najmanj 82 ljudi. Likerji so bili sestavljeni iz metanola in 96% čistega alkohola. 31 žrtev je bilo iz Džakarte, 51 pa iz sosednje province Zahodne Jave. Policija opozarja, da je žrtev verjetno še več. Pridržali so 7 osumljencev, ki so najverjetneje pijačo proizvedli, iščejo pa še druge z njimi povezane osebe. Takšnih primerov je v Indoneziji sicer več, a je tokratni s tako velikim številom smrtnih žrtev med najhujšimi. V Buenos Airesu so nastale demonstracije ob začetku zaslišanj zgodovinske razprave o legalizaciji splava pri argentinskih zakonodajalcih. V znak podpore so pripadniki nosili in podarjali zelene rute in mavrične znake. Sicer pa pričakujejo, da bo na prvih zaslišanjih pred zakonodajalci svoje teze predstavilo več kot 1000 govornikov. Zakonodajalci so predložili predlog za legalizacijo splava v začetku prejšnjega meseca. Glede na predlog zakona bi ženskam v Argentini lahko prekinili nosečnost v prvih tednih. In medtem ko argentinski kongres začenja razpravo o splavu, tema dobiva vse več pozornosti, saj desničarski predsednik Mauricio Macri pravi, da se zavzema za razpravo in da bi rad spodbudil svoje zaveznike v kongresu, da glasujejo, kot se jim zdi primerno, čeprav je sam proti temu. Argentina, tako kot večina držav Latinske Amerike, trenutno dovoljuje splav v posebnih primerih, vključno ko gre za posilstvo in obstaja tveganje za materino življenje.